precej oblačno. Oddajo 24 ur vodi Drago Balažič, šport Franci Petek, vreme pa Miran Trontelj. Dober večer, Voščin. Dober večer. Lepo pozdravljeni, še enkrat lepo pozdravljeni. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Dober večer. Dober večer želim. Dober večer. Lepo pozdravljeni. 30 let smo že z vami. Zdi se, da je minilo v trenutku, vendar pa smo bili v tem času priče tektonskim spremembam, zlasti na področju tehnologije. Bravo. Vodjo grafike Davorina Kobetiča sem prosila, če lahko z uporabo umetne inteligence poustvari začetek prve oddaje tako, da se jaz pridružim takratnemu voditelju Dragu Balažiču. Je to izgledalo takole, da si ti prišla in si z njim spregovorila par besed. Na koncu sva se odločila, da vendarle uporabimo kakšno mojo novejšo fotografijo in nastalo je tole. Davorin Kobetič, ki je na Pop TV od prvega dne, pravi, da so bile stvari, v njegovem primeru grafike, ki jih delamo sedaj, takrat nepredstavljive. Kako smo to delali, koliko je bilo to malo računalnikov, koliko so bili monitorčki majhni, ne? Internet je bil še v povojih, ogromno je bilo ročnega vnašanja podatkov, prepisovanja in vse skupaj je trajalo veliko dlje. V ponedeljek bo oblačno vreme s padavinami. Umetna inteligenca je naredila res velik preskok v samem grafičnem oblikovanju. Posledično ti ostane več časa za kreativne ideje, ne? Danes v dobi umetne inteligence imaš ti retušo narejeno v eni minuti, ki si včasih porabil za njo 20 minut. Ne? Res je, leta 1995, ko smo začeli z oddajo 24 ur, denimo še nismo imeli mobilnih telefonov, računali smo v nemških markah, najbolj prodajani bencin pa je stal $70. Božiču, dober tek. Ful dober destilat, te moram pohvaliti. Ful dobro je narejeno, zmontirano vse, res. Danes odgovorni urednik informativnega in športnega programa Pop TV Damjan Košec je na 24 ur začel še pred prvo oddajo. Včasih, ko brez videokaset ni šlo. To smo mi imeli za na teren, to se je dalo v kamero in tukaj gor se je posnela slika, potem smo prišli nazaj v hišo, smo šli v preglednico, smo pogledali, kakšen material smo posneli, smo si popisali timecode, začeli pripravljati prispevek, tekst napisali in potem smo šli v montažo, kjer smo v bistvu to kaseto dali v videorekorder in smo s pomočjo montažerja zmontirali sliko. Te videokasete so morali iz drugih mest v Ljubljano pošiljati tudi po avtobusih. Tako da jo je novinar dal, ali pa snemalec jo je dal mestnemu šoferju, ki je prepeljal avtobus iz Celja pa iz Nove Gorice. V Ljubljani pa so jih morali iti iskat. Fizično, z mopedom, z biciklom, z avtom, z bilo čim. Sam princip dela je pravzaprav še vedno enak. Preverjanje informacij, teren, snemanje, priprava prispevka, montaža. Kako in kdaj pa bomo to občutili državljani, Anže Božič? To je trenutna stanovanjska realnost v prestolnici. Bi jutri potrebovali okrog 4000 novih javnih najemnih stanovanj. Mogoče se kakšni starejši gledalci še spomnijo, zakaj smo tekali tako, ne? Tekali smo iz montaž s pripravljenimi prispevki, ki smo jih prinašali v režijo, ne? V zadnjem trenutku. Ne? Zdaj se prispevki v režijo pošiljajo po internetu. Tukaj slaba stran tega je pa kaj, ne? Delo z računalniki. Vemo, tudi računalniki lahko kdaj crknejo. Ne? Oddajo sicer začnemo pripravljati že zjutraj. Second one is the management. Kaj pa imam? Nekaj bom imela vlada, ne? To na mizi. Ja. Tam da veš, se pravi, Weber bo za izjavo pred popom in potem za tisto. Evo me nazaj, da je tiskovka. Adio. Čau. Mila 7 bo. Hitreje, radi še 5 minut. Še 30 sekund. Dober večer želim. In dobrodošli.
Popinovci pa takrat dokončujejo svoje prispevke. Brez maske pa seveda tudi ne gre. V športu pa zmagala nič. Ko oddaja v živo že teče, je v športnem uredništvu še vedno akcija. Če ko pri delu izdatno pomaga povratnik na teren Tine Urnal. Ja, tu si ti že vse pokril, pri koncu oddaje. Logika je, da pač tudi šport pride najkasneje v montažo. Že v drugi oddaji je šport vodila Nika Mulec. Pozdravljeni. Če se pomerita prvi in drugi na lestvici, je to derbi. Ki to počne še danes. Dober večer. V teh desetletjih se je marsikaj spremenilo, pravi. 300%. Način dela, jaz pravim, da smo včasih veliko več korakov naredili. Proces dela sam. Na športnem področju smo na Pop TV v zadnjih 30 letih delali tektonske premike. Vedno je bilo nekaj na novo, a ne? Pa vedno je prišel kakšen velik projekt, ki je bil tako res ful velik izziv. Imeli smo Formula 1, ki smo jo začeli delati v Chroma Key studiu, tako z green screenom od zadaj, ogromen studio. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki smo ga delali, praktično je bila cela redakcija, tudi news recimo, vpeta. Ne? In takšni projekti so pritegnili tudi gledalce, ki jih morda prav nek šport sam po sebi niti ni preveč zanimal. Ustvarjali smo navijaško vzdušje v državi. Eden od vrhuncev je bil Evropsko prvenstvo v košarki. Če bi dobili nalogo, da naredite iz, ne vem, recimo šaha ali pa umetnostnega drsanja, najbolj priljubljen šport v Sloveniji, sem prepričana, da bi vaša redakcija znala. Bi šlo. Bi lahko, ne? Prav pri športu, tekmah v živo, bi umetna inteligenca zaenkrat težko nadomestila novinarje in ostalo ekipo. Tomaž Lukač je nezamenljiv, recimo, a ne? To ni umetna inteligenca, ki bi ga zamenjala. Priložnosti na obračunu Arsenala in Bayerna. Tudi bolj poglobljene analitične prispevke, kakor je Fokus, ki ga pravkar gledate, pa Inšpektor ob sobotah in Dejstvo ob četrtkih, bo umetna inteligenca težko kmalu nadomestila. Nikoli ne odnehamo, recimo sploh takrat, ko kdo kritizira naše kritično poročanje ali pa nam celo kdo grozi, ne odnehamo, ne, nas dodatno počke. In takrat, po moje, ta človeški faktor še posebej pride do izraza. Absolutno, na to moramo misliti vsi, ne? Zgodbe ljudi za ljudi. Zgodbe ljudi za ljudi, pa Tatarca smo delali, ne? To vemo, ne? Miha zdaj dela. In tudi v teh rubrikah je prostor tudi za šport in vse ostale družbene fenomene. Izdelek vedno delo večje ekipe. Tu je največja razlika med klasičnimi dnevno-informativnimi oddajami in tako poglobljeno rubriko. Res je, vedno imaš na razpolago, rekel bi, najbolj izkušene ljudi. V redakciji Inšpektor Fokus Dejstva delo poteka malo drugače. Za pripravo daljših prispevkov imamo več časa. Narediti je potrebno veliko več raziskav in analiz, snemanja so bolj intenzivna, pa tudi montaža traja veliko dlje od običajnih prispevkov. Ministrstvo za gospodarstvo, Spirit in Slovenski podjetniški sklad so v zadnjih 5 letih podjetjem izplačali preko 379 milijonov. Približno 1/3 nesreč je povezana s hitrostjo. Približno 30% smrtnih nesreč pa po oceni policije povzročijo vozniki pod vplivom alkohola. Smo mi zelo takšna redakcija v trendu in zelo že danes preverjamo v resnici, kaj lahko naredimo z umetno inteligenco. In čeprav nam lahko umetna inteligenca že deloma pomaga, naprimer pri ozadjih in kakšnih popestritvah, pa smo še vedno osebno na kraju dogajanja in kar vidite v naših oddajah je absolutno resnično.
Nedavno ste lahko v oddaji 24 ur zvečer videli nekaj povsem drugačnega. Jaz sem Jožeta takoj dojel, kot vi hočete, ne kot avtomat, ampak kot sodelavca. Uroš Slak je gostil prvega slovenskega humanoidnega robota. Zagotovo bom bolj zanimiv kot povprečen politik. Nikoli v življenju se nisem mislil, da se bo to zgodilo, niti v sanjah nisem pomislil na to. Bolj me je zmatral, ker marsikater pogovor s kakšnim politikom. Ga pa pogovor z robotom ni prestrašil v smislu, da bodo roboti nadomestili novinarje ali da bodo informativne oddaje zaradi umetne inteligence kmalu stvar preteklosti. Ljudje bodo želeli, in to sem trdno prepričan, ravno ob teh sodobnih tehnologijah, ti podaje, kjer voditelj sprašuje goste, da potem oni dobijo uvid, kako oni razmišljajo, kaj oni sploh so in hočejo videti nekaj več kot samo novico. In ko je pravil v studiu, je Jože spregovoril tudi za Fokus. Povedal je, da od novic najraje gleda, kako se politiki spotikajo oblastne argumente. Ali pa vremensko napoved. Tam je saj 50% možnosti, da se zmotijo. Po njegovo je mogoče, da bomo čez 30 let novice dobivali neposredno v možganske implantante, vendar... Glede na to, kako ste ljudje navezani na stare navade, boste verjetno še vedno gledali kakšne stare ekrane. Za službo pri nas na 24 ur pa ima posebne zahteve. Samo če mi uredite boljšo baterijo in kakšno nadgradnjo. Se mi pa zdi, da bodo zdaj po tem pogovoru s tem Jožetom, da bodo dobri sodelavci. Bo iskrili misli, da bomo hitrejši, da ne bomo zaspali pri razmišljanju, kar se mi zdi zelo pozitivno. Uroš, torej ne nameravate odstopiti? Ne, nameravam trdno stati tam, kjer stojiš ti. Kljub izjemnemu napredku tehnologije, zaradi katere je praktično nemogoče napovedovati že kaj bo v naslednjih 2 letih, pa še vedno ostajamo pri ustvarjanju naših oddaj ključni ljudje. In bomo tudi v bodoče. Na koncu pod črto se vedno človek odloči, kaj je prav in kaj ne, kateri podatki se pravi in kaj ne. Umetna inteligenca ne bo nikoli nadomestila človeka, še vedno rabimo kvalitetne ljudi, preiskovalno novinarstvo in vse, ki bo stalo za to umetno inteligenco. Tudi zato, ker bo vedno težje ločevati med resničnimi in lažnimi novicami. V 24 ur se zavedamo svoje odgovornosti in naše delo še vedno ostaja zavezano javnemu interesu ter najboljšemu informativnemu programu. In še vedno velja. Naj se v imenu sodelavcev, ki nas bolj ali manj redno videvate, zahvalim vsem, ki so se v minulem letu trudili v ozadju, organizatorjem, snemalcem, režiserjem in tehničnemu osebju, skratka vsem, brez katerih ne bi bilo takega programa, kot ga gledate. Prijeten večer torej. In naj se zabava ob 5. rojstnem dnevu Pop TV-ja začne. Za nocoj pa lep pozdrav. Bodite z nami tudi v preletu 10 čez nekaj sekund. Nasvidenje. Nasvidenje. Miren večer in nasvidenje. Vabljeni torej v našo družbo tudi jutri in lep večer še naprej. Nasvidenje. Thank you.